Jezik je za človeka nič in vendar vse. Je pozitivna dediščina in breme preteklosti, medij komunikacije in ovira obenem. Njegovo ekonomsko vrednost je navznoter mogoče meriti po tem, koliko je ta skupnost pripravljena vanj investirati v obliko jezikovnega izobraževanja, usmerjanja in načrtovanja. Navzven pa lahko njegovo vrednost merimo po tem, kakšno funkcijo in kakšen delež ima v ustvarjanju ekonomske vrednosti. Spoštovani kolegi, prijatelji, spoštovane kolegice, tokrat smo mi v manjšini. Vesela sem, da mi je doletela čast, da lahko tukaj spregovorim nekaj besed o delu, ki ga izvajamo na Inštitutu za narodnostna vprašanja in tudi mojem osebnem raziskovalnem imenu. Bi pa samo na začetku izpostavila, da Inštitut za narodnostna vprašanja praznuje drugo leto 100 let. 100 let raziskovanja manjšinske tematike v različnih obdobjih in z različnimi disciplinami. In moje raziskovanje je usmerjeno predvsem v jezik, ampak ne v jezik kot sistem, predvsem v jezik z vidika povezave z družbo in v zadnjem obdobju tudi z ekonomskimi oziroma gospodarskimi vidiki. Tukaj sva s kolegom, s katerim dr. Boris Jesih, s katerim sva opravila veliko raziskav in tudi nekateri podatki, ki jih bom tukaj navajala, so tudi plod našega skupnega dela. Preden začnem, bi pa rada vsekakor v uvodu izpostavila, če hočemo razumeti, kakšno vlogo ima jezik v obmejnih regijah, pa ne samo v obmejnih regijah, kakšno vlogo ima tudi na ekonomskem področju, seveda moramo vedeti, kaj sploh je, kakšna je vloga jezikov v našem globalnem svetu, ki se seveda vsi vemo spreminja. In obmejna področja so tudi del tega globalnega sveta, ki seveda niso ostala nedotaknjena. Jaz nekako vedno obmejno območje poimenujem kot prostori, v katerih pihajo vetrovi z različnih strani in ti vetrovi so danes integracije, mobilnost, globalizacija, skratka, vse, kar je bilo nekako čisto obmejno in čezmejni tudi sodelovanje, odnosi, je danes mnogo drugače. Seveda je pa obravnavanje jezika kompleksna naloga, ki se dotika različnih disciplin, kajti jezik ni samo sistem znakov in ni namenjen samo sporazumevanju. Znanje jezika ni samo akademska vrednost, temveč je jezik v najširšem pomenu integrira, združuje tudi druge discipline in ima druge pomene in tudi druge vrednosti. Z jeziki so si z vidika jezikoslovnega stališča vsi enakovredni. Toda z vidika sociolingvistike, kjer je seveda študira tudi družba, pa jeziki niso enakovredni. Raba nekaterih jezikov presega njihove državne in politične meje, pri tem pa se večata tudi njihov pomen in tudi njihova moč, kajti jezik ima moč. Družbeno-ekonomski dejavniki na določenem območju vplivajo na spremembe v pomenu in vrednosti znanja enega, dveh ali več jezikov in v zadnjem času, ne samo v zadnjem, v kar nekaj letih seveda večjezičnost postaja ključ tudi uspešnega sodelovanja. Obravnavanje jezika v kontekstu ekonomskih oziroma gospodarskih aktivnosti pa zahteva interdisciplinarni pristop z vključevanjem jezikoslovcev, ekonomistov, sociologov in tudi politologov. Toda na žalost, če samo pregledamo literaturo, ugotavljamo, da je danes zelo malo ekonomistov, vsaj po naši oceni, ki bi se sistematično ukvarjali s povezavo jezika in ekonomije oziroma gospodarstva in ugotavljali vlogo jezika v gospodarski uspešnosti podjetja ali družbe. Pa tudi, če smo zelo samokritični, tudi malo je jezikoslovcev, ki se temu vidiku posveča. Pri tem moramo brez dvoma, ko razmišljamo o jeziku, o vrednosti jezika, o jeziku v ekonomskih aktivnostih, nekako povezati vse te teoretične pristope z Bourdieujem, ki je zaznamoval povezavo jezika z ekonomijo, kajti jezik je bil zanj
sredstvo, zanj proizvod, enačega z denarjem, ker oba predstavljata sredstvo izmenjave in ustvarjata kapital. Njegovo izhodišče o vrednosti jezika oziroma za uporabo drugega jezika, se pravi prek simbolične moči jezika, odraža tudi v moči in avtoriteti govorca, tako v ekonomskem kot tudi v kulturnem pogledu. Zakaj govorim, navajam to? Zaradi tega, ker tudi naša raziskovanja, ki smo jih izvajali med prebivalci, pa tudi v različnih gospodarskih družbah, so ne glede na to potrjevala to teorijo, ki jo je postavil Bourdieu. Bourdieu izpostavlja jezikovno kompetenco, tudi mi jo vedno, ali znaš jezik, kako znaš jezik, dobro, slabo, na kateri stopni, in jezikovna kompetenca posamezniku predstavlja kapital, jezikovni kapital. Ta pa je vedno povezan z trgom. In na ta način seveda se ustvarja tudi jezikovni trg. In tako je bil uveden tudi na področje jezikoslovja termin jezikovni trg. In če analiziramo, kaj je jezikovni trg, ugotovimo, da ima iste značilnosti, kot ga ima trg v pomenu gospodarstva, povpraševanje, ponudba, profit, cena. Nekaterem pa prav na tem jezikovnem trgu pa jezikovna kompetenca nastopa kot kapital, kar pomeni, da poznavanje enega ali več jezikov posamezniku omogoča, da trguje na jezikovnem trgu. Če pa se poznavanje določenega jezika ali določene družbene oziroma geografske variante jezika, dialekta, ne prodaja dobro na trgu, se lahko pričakuje, da bo jezik tam izgubil vrednost, kar predstavlja osnovo in začetek procesa jezikovnega preklopa. Procesi jezikovnega preklopa pa se lahko nanašajo na preklop iz dialekta v standardni jezik, preklop iz jezika manjšine v jezik večine, in to predvsem v okoljih, kjer je jezik manjšine v odnosu diglosije z jezikom večine. Dolgoročno gledano pa obstaja tudi možnost preklopa iz nacionalnega v nek drugi mednarodni jezik. Vse to pa se seveda odraža v različnih gospodarskih aktivnostih. Ob vsem tem lahko trdimo, da ne gre samo za jezikovni kapital, ampak z mnogo več. Distribucija jezikovnega kapitala je namreč povezana z distribucijo drugih oblik kapitala, ki skupaj definirajo položaj posameznika v družbeni hierarhiji. In jezikovni kapital zagotavlja posamezniku prednost, razlikovanje od drugega in tudi posredno ustvarjanje profita. Toda tako kapitalu, tradicionalno pojmovanemu kot vsota denarja ali premoženja, lahko dodamo tudi nove pomene. Gre za ekonomski, simbolni, kulturni in socialni kapital. Tako da različni govorci posedujejo različno količino jezikovnega oziroma lingvističnega kapitala, kar pomeni, da so sposobni producirati izraze, primere za določeno področje oziroma trg. In distribucija jezikovnega kapitala pa je na specifičen način povezana tudi z distribucijo drugih oblik kapitala. Če povzamemo v tem uvodu, kaj je jezik, pa v objektivnem pomenu seveda jezik predstavlja vrednost. Vrednost jezika pa pomeni, da znanje jezika, to pomeni razumevanje, govorenje, pisanje, branje, predstavlja posamezniku proizvod, ki ima ceno in ustvarja prihodek in tudi dobiček, s čimer se vrednost jezika dotakne ekonomske kategorije. Ceno, ki jo ima znanje jezika, pa jezik oziroma govorca uvršča na odprt in konkurenčen jezikovni trg. In ekonomska vrednost jezika je tako podkategorija družbene vrednosti in se pod določenimi pogoji in specifičnimi okoliščinami lahko tudi spreminja. Seveda, to sem želela nekako izpostaviti, da razumemo, kaj je jezik in kako je lahko jezik tudi kot, da ima vrednost in kakšen je njegov položaj lahko na trgu, ne samo na jezikovnem trgu, na družbenem, ekonomskem, na kakršnem koli drugem trgu. Kajti globalno gospodarstvo, v zadnjem času se močno poudarja vpliv globalizacije na povečano ekonomsko oziroma gospodarsko aktivnost, ki posredno zaznamuje tudi izbiro in rabo določenega jezika. Ampak globalno gospodarstvo se ne ustavi znotraj meja ene skupnosti ali ene države. In v
procesih globalne organiziranosti, gospodarstva in kapitala seveda se pojavljajo ljudje in organizacije, ki morajo med seboj komunicirati zelo hitro in dobro, da dosežejo uspeh in cilj, ki ga postavlja kapital. V tej komunikaciji pa niso pomembne samo nove informacijske tehnologije, pomemben je tudi jezik, ki se razlikuje od blaga, storitev in sredstev, kajti upravljanje blaga in storitev brez jezika ne obstaja. Upravljanje jezika pomeni tudi upravljanje uporabnikov in o tem je zelo veliko citirala, sem omenjal Cameron že leta 2005. V tej perspektivi postaja vloga in odnos do jezika specifična. Jezik postaja pomembno komunikacijsko sredstvo, ki posamezniku pomaga v tem tekmovalnem okolju. Tako je jezik brez dvoma lahko eden izmed pomembnih indikatorjev, ekonomskih indikatorjev, s katerimi je mogoče meriti tudi intenzivnost različnih družbenih in gospodarskih procesov in trendov, ter tako prispevati k razvijanju netipičnih statističnih kazalcev, ki pomembno osvetljujejo razumevanje globalizacije. Ob tem bi še prav tako omenila članek Monike Heller, Globalization, the New Economy and the Commodification of Language and Identity, ki je raziskovala, kako so globalizacije in premiki v svetovnem gospodarstvu pripeljali do pooblagovnjenja jezika. Skratka, jezik je postal blago. In jezik je nekoč veljal samo za označevalca kulturne etnične identitete, je postal blago na svetovnem trgu za ekonomsko vrednostjo povezano z jezikovnimi spretnosti in jezikovno raznolikostjo. To je malo drugače, kot sem omenila prej, ampak kot vidite, številni avtori nekako poskušajo zaradi vseh teh globalnih migracijskih tokov, globalnega sodelovanja, ki je seveda ni nič drugačno, kot je čezmejno ali globalno, vključevati jezik in pomen tega jezika. Skratka, to pomeni, da gre za različne načine tega pooblagovnjanja, skratka, da je postal blago jezika in identitete, vključno, kar pa to seveda vključuje tudi jezikovno izobraževanje, jezikovne tehnologije in tudi globalno medijsko industrijo. Tako ta vpliva brez dvoma na jezikovno raznolikost območja, na identiteto in tudi na družbeno, na nek način vpliva tudi na družbeno neenakost v nekem prostoru. Seveda če je pomemben jezik v globalnem sistemu, zdaj, katere metodologije, kakšni so pristopi pri obravnavanju, kje je jezik, kako je jezik. V svetu pač ni nekega enotnega, saj literatura ne navaja nekega enotnega, teoretičnega, jaz sem pa pozabila. Škoda, ker me niste spomnili. Skratka, jezik ima moč, to je to. Potem sem imela jeziki, tukaj sem končala, se oproščam. Skratka, to je, kako je pomembno v gospodarstvu. No in zdaj pa pridemo že naprej, različni pristopi pri obravnavanju povezave jezika in ekonomije. Literatura, kot sem omenila, ne navaja nekega enotnega teoretičnega koncepta, ki bi utemeljeval povezavo kompleksno in sistematično. In Maršak je bil eden prvih, ki je v svojih delih v središče, to je v letih, kar bom rekla, v 60 letih prejšnjega stoletja, njegovo delo je šlo 1965 in od takrat nekako govorijo, se piše, da so začeli razmišljati o jeziku kot o ekonomski vrednosti. Literatura ne navaja. Maršak je bil eden skratka prvih, ki je v svojih delih v središče postavil vprašanja. Zakaj se raba jezikov spreminja? Zakaj so nekateri jeziki bolj ohranjajo kot drugi? In kaj pomeni učinkovitost rabe jezika? Jezik je bil zanj objekt izbire, ki je usmerjen v dosego določenega cilja. Izbiro jezika v komunikaciji ali pa izbiro za učenje nekega jezika je apliciral na standarde mikroekonomije in jih povezal na isti način, kot so povezane vse ekonomske odločitve posameznika. Od nakupa izdelka do investicije, ki vedno predstavlja za posameznika rezultat. Najboljša izbira v danem trenutku. Tako je tudi izbira jezika najboljša izbira v nekem danem trenutku. V naslednjih letih so se raziskave, ki obravnavajo, vlogo posameznih jezikov v različnih družbah oziroma okoljih,
potrdile tudi moč ekonomskih dejavnikov pri izbiri in rabi posameznega jezika in predvsem Edwards je nekako tudi v svojih delih Language Society Identity dokazoval, da je tudi pri etnični identiteti, ko se opredeljuje za neko pripadnika neke etnične identitete, za rabo jezika, za opredeljevanje, kateri je pomemben jezik, tudi ta ekonomski vidik včasih prevladuje. Na kar so šle te raziskave, seveda zaradi vseh, bom rekla, globalizacijskih, integracijskih in te mobilnosti, seveda so se nadaljevale predvsem v ugotavljanje vprašanja jezika, predvsem z organizacijske perspektive, in Lejzer je ugotavljal, da globalna podjetja najemajo delavcev, ki obvladajo dva jezika. Pri tem podjetja izhajajo iz premise, da je dvojezični delavec veliko bolj atraktiven na trgu delovne sile, kar pomeni, da njegova raba dveh jezikov, biti dvojezičen, mu prinaša neko ekonomsko vrednost, zaposlitev. Skratka, in tu je bilo kar nekaj raziskav, bom rekla, narejenih, tudi naprimer druge raziskave potrjuje, da znanje jezikov oziroma biti dvojezičen predstavlja posamezniku vrednost, ki mu omogoča prednost na trgu delovne sile in mu prinaša boljši finančni zaslužek. Empirično je potrjeno, da jezikovna spretnost oziroma višja stopnja sporazumevalne zmožnosti vpliva na trg delovne sile. Zlasti je to mogoče zaznati med migrantsko populacijo. Medtem ko v večkulturnih območjih, etnično mešanih okoljih stopnje jezikovne zmožnosti, pri čemer imamo v mislih stopnjo znanja manjšinskega jezika, ni statistično pomembna kategorija pri ustvarjanju zaslužka. To so ugotovili raziskovalci v Walesu. In tudi ne pri zaposlovanju na različna delovna mesta. Tudi naše številne raziskave o tem poročajo, ki smo jih opravili na inštitutu, da na nek način raba manjšinskega jezika je vezana samo na izključno določena delovna mesta, predvsem delovna mesta, ki so v javni upravi, ne pa delovna mesta v gospodarstvu, kar je, bi rekla, če tukaj dodam, naprimer naša narodno mešana, kjer imamo dodatek za dvojezičnost, to se pravi finančno motivacijo, finančno obliko, jezikovna politika, da je usmerjena tako, da imajo ljudje, ki so zaposleni v javnih službah na narodno mešanem območju, slovensko-italijanskem, slovensko-madžarskem, dodatek za dvojezičnost. Ampak to velja samo za javne uslužbence, ne velja pa za ljudi, ki so zaposleni v gospodarstvu. Da je pa ta razlika med javnimi uslužbenci in gospodarstvo je že od vsega začetka. Čeprav je Slovenija po naših zadnjih raziskavah bila oziroma takrat Jugoslavija prva, ki je uvedla finančno stimulacijo za rabo dveh jezikov v svetu, v 60 letih prejšnjega stoletja, ampak samo za javne službenec, ne pa gospodarstvo. Kar seveda je na nek način, rekla, če hočeš izvajati dvojezičnost, ni pravilno. No, še naprej bi dodala, potem smo imeli še druge, bom rekla, tudi literatura tudi navaja, da ekonomski vidik jezika da je potrebno upoštevati tudi pri oblikovanju jezikovne izobraževalne politike države, ki prav z jezikovnim in izobraževalnim načrtovanjem vpliva na vlogo, položaj in status jezika, ter tudi s tem na strukturo jezikovnega trga. Strukturo jezikovnega trga in odgovore na vprašanje, zakaj se nekatere jezike bolj ali manj poučuje oziroma uči v določenih okoljih, pa dajejo odgovori, ki upoštevajo poleg družbeno-ekonomskih dejavnikov in jezikovno-izobraževalne politike tudi različne oblike neformalnega izobraževanja. Zlasti o vplivih različnih oblik neformalnega jezikovnega izobraževanja pa raziskave ne poročajo, ker ti prav jezik na trgu na nek način zelo močno zaznamujejo prav oblike neformalnega, to so te jezikovne šole. Mnogi raziskovalci, Grenier, Weinker, Kanadčani, Green, tudi potrjujejo, da ekonomske spremenljivke prispevajo k zaščiti in promociji manjšinskih jezikov ter vplivajo na strukturne spremenljivke etnolingvistične vitalnosti skupnosti, kot jih je opredelil že Giles za sodelavci. To so od demografije, statusa in pa formalnega rabe jezika na formalnem, to se pravi institucionalni ravni.
Sveda družbeno-ekonomski položaj območja, formalna jezikovna politika, neformalno izobraževanje in tudi percepcija posameznikov do različnih jezikov ustvarjajo strukturo jezikovnega trga, na katerem se promovira določen tip jezikovne prakse oziroma jezikovnega vzorca. Na drugi strani pa ekonomski parametri lahko vplivajo tudi na jezikovno diskriminacijo v medskupinskih odnosih. V različnih družbeno-jezikovnih procesih v večkulturnem območju ima pomembno vlogo vedno državni jezik. Vsak drugi jezik, tudi če je uradni, je v okolju povezan z državnim. In državni jezik je tisti, ki predstavlja neke vrste izhodiščno normo, ki omogoča, da se lahko vse druge jezikovne prakse, ki se v okolju uporabljajo, tudi objektivno merijo. Sveda to je na ta način, spet se ustvarja ta jezikovni trg, ki je brez dvoma Bourdieuja zaznamoval, kot sem že omenila, povezavo jezika z ekonomijo. Green, če je v povezavi, skratka tukaj, potem pa imamo Granjeva in kar avtor, ki ga pa brez dvoma moramo izpostaviti, poleg Bourdieuja je pa Green, François Grant, ki je eden redkih ekonomist, ki predava v Ženevi na fakulteti, eden redkih ekonomistov, ki se je ukvarjal tudi z raziskovanjem povezave jezika in ekonomije in tudi ugotavljal, predvsem na primeru Švice, kako in pa tudi Kanade, kako lahko znanje jezika, predvsem manjšinskega, vpliva na bruto domači proizvod. Ali ima vpliva ali nima. Skratka, Green je eden tistih, ki je pripomogel k razvoju znanosti jezika in ekonomije oziroma jezika v gospodarskih ustanovah. In prav tako je postavil tudi tako teoretični koncept, kjer pravi, da je vrednost jezika dominantne skupine, manjšinske skupine ali tujega ter položaj na jezikovnem trgu v večkulturnih območjih je mogoče obravnavati z vidika vrednost jezikovne različnosti, vrednost medskupinske komunikacije ter vrednost jezikovne vitalnosti, ki vključuje tudi učinkovitost jezika na trgovinske tokove. Skratka, vrednost jezika v teh mešanih večjezičnih okoljih se lahko obravnava z vsega tega vidika, seveda, kar pač nimamo zdaj tukaj časa, da bi lahko obravnavali. Čeprav so pristopi pri obravnavanju vloge manjšinskih jezikov glede na posamezno okolje različno, je obravnavanje vloge manjšinskih jezikov predvsem v preteklosti največkrat osredotočeno na dimenzijo ohranjanja kulturne dediščine oziroma identitete ter obravnavanje jezika kot pomembnega simbola identitete posameznika in skupine ter prenašalca kulture, torej obravnavanje jezika manjšine v netržnem pomenu. V kontekstu ekonomskega vidika pa se jezik največkrat obravnava le povezavi s kulturno-jezikovno produkcijo, ki predstavlja v kvantitativnem pogledu in je vedno obravnavana kot strošek. Investicija v jezik oziroma jezikovno produkcijo, obravnavana v ozkem ekonomskem pomenu, je lahko že v izhodišču obsojena na izgubo in je nesprejemljiva. To pomeni, da produkcija knjig v manjšinskem jeziku nikoli ne more ustvarjati tudi na trgu ne profita. Skratka, tak obravnavanje tega vidika je nesprejemljivo. Kar pomeni, na primer, število izdanih knjig v jeziku manjšine, število bralcev revij, časopisov, ki izhajajo v jeziku manjšine, v numeričnem pogledu vedno majhno in prav zato v ekonomskem pogledu največkrat ne pokrije niti stroškov produkcije, ampak obravnavanje tega vidika je nesprejemljivo, kajti vloga jezika manjšinskega in ta vidik ima seveda druge širše dimenzije. Če sem navedla tukaj nekaj tujih avtorjev, bi pa vedno se v zadnjem obdobju, ko sem se začela intenzivno ukvarjati z ekonomskim vidikom jezika, sem v mojih študijih literature naletela tudi na neke slovenske avtorje. In vedno na vsakem predavanju, ki ga govorim o ekonomskem vidiku jezika, izpostavljam slovenske avtorje. In jim nekako želim izpostaviti, kako so bili napredni in kako so razmišljali o vsem tem. No, in to sta dva slovenska avtorja,
je še nekdo, ampak prvi je slovenski gospodarstven, če analiza znanstvene in strokovne literature, ki smo jo delno prikazali v predhodnem poglavju, kaže, da so se začeli znanstveniki zlasti ukvarjati s tem področjem v 80-90 letih prejšnjega stoletja, pa nas literatura opozarja, da smo na slovenskih tleh že zelo zgodaj zasledili zanimanje med slovenskimi intelektualci za povezavo jezika z gospodarstvom, predvsem za ekonomsko vrednost jezika. To je bila seveda posledica družbeno-političnega položaja in vloga slovenskega jezika, zgodovinskih dogodkov ter razmer v začetku 20. stoletja. Za osvetlitev te naše trditve samo treba izpostaviti, da je že leta 1921 slovenski politik in gospodarstvenik Andrej Gosar ugotovil, da sta jezik in ekonomija povezana in zapisal, da jezikovno vprašanje sega globoko na gospodarsko polje. Vprašanje, ali se moramo mi učiti tujega jezika, ali se morajo narobe učiti drugi našega, ni samo idealne, temveč tudi velike praktične vrednosti ter je pristno gospodarsko vprašanje. Sveda več teh stavkov bi tukaj lahko navajala, kar je zapisal Andrej Gosar. Pravi, sicer še nekaj bom omenila, da notranja zveza med jezikovnim oziroma narodnim in gospodarskim vprašanjem je jasna in nobenega dvoma ni, da vodi jezikovna neenakopravnost k splošni narodni neenakopravnosti, iz katere izvira popolna gospodarska odvisnost in socialna zapostavljenost. Nekako vedno omenjam tega avtorja in pa naslednjega, Toussaint Hočevarja, ki pa ga sem slučajno zasledila, kajti François Grand, ki sem vam ga omenila, je med svojo literaturo vedno navajal T. Hočevar in potem se mi je zdelo zanimivo, da pogledam, kdo je ta T. Hočevar, ki ga prej kot jezikoslovka nisem poznala. In seveda to je slovensko-ameriški ekonomist in zgodovinar, ki ga seveda še danes številni avtorji, ki so citirajo. Je pa v svojih razpravah Hočevar obravnava razmerje med etničnostjo in gospodarskim razvojem, pri čemer posebej izpostavlja jezik kot element etničnosti in pravi, da ne bodo institucije, ki vplivajo na gospodarski razvoj, jezikovno sklajene s prebivalstvom nekega ozemlja. Hočevar trdi, da jezikovni monopol omogoča privilegiran položaj, kar lahko tudi danes potrdimo. Prav tako izhaja iz trditve, da znanje nekega jezika pomeni kapitalno investicijo, ki je irreverzibilna, zaprto je v človekovih možganih in je ni moč odtujiti kot kako fizično dobrino. Čeprav jo lahko prenašamo drugam. Kot ostale kapitalne dobrine pa je tudi znanje nekega jezika podvrženo depreciaciji. Kaj to pomeni depreciacijo? Ekonomska kategorija, ki jo prenaša na jezik. To je depreciacija valute, je zmanjšanje njene vrednosti glede na drugo valuto. Skratka, ta dva slovenska avtorja Toussaint Hočevar citirajo, medtem pa Gosarje, ker je pač zapisal seveda samo v slovenščini, ni predmet nekih tega. Seveda, zakaj pa mi raziskujemo sploh in zakaj smo se seveda usmerili v raziskovanje jezika in ekonomije oziroma povezave z različnimi gospodarskimi aktivnostmi, ker povezava, ki smo jo zasledili, je bila obravnavana že v preteklosti, predvsem so nas pa na to opozorili številne empirične raziskave, ki smo jih izvajali tako na etnično mešanih območjih v Sloveniji, kot tudi v, bom rekla, obmejnih področjih in posod se je izkazal, da je jezik pomemben, da vsebuje to pomembno kategorijo ekonomske vrednosti. To je bil nek vzrok, da smo potem pred približno 30 leti že začeli z postopnim raziskovanjem. Sveda želeli smo si vedno nekako kontinuirano, sistematično raziskovati tako, ampak ker smo vezani na prijave projektov in tako naprej, o tem ne bi razpravljali, skratka nismo uspeli, da bi lahko vse te tematike nekako kontinuirano raziskovali. No, ampak ne glede na to so bili v našem raziskovanju vedno je bil bom rekla, v cilju so bili družbeni faktori, ki smo ugotavljali, vplivajo na družbeno-ekonomska področja, na gospodarsko dejavnost, na trg, na rabo jezikov, stališča, na neformalno. Skratka, v centru pa je bil jezikovni trg, ki ustvarja seveda ponudbo, povpraševanje, določa vrednost
in potem smo ugotavljali učinkovite rabe jezika, kompetence, enakopravnost in če vse te, bom rekla, faktori, ki so prikazani v tej naši shemi, ki smo jih seveda parcialno vedno nekako raziskovali, je potem bil izpostavljen prav ta ekonomska vrednost. In če naprimer omenim samo eno raziskavo, ki smo jo izvajali in ki čeprav je bila narejena pred mnogimi leti, ampak je še vedno zelo aktualna, kajti nažalost ne morem to aktualnost potrditi z empiričnimi raziskavami, to, da na osnovi številnih analiz, časopisov, pogovorov za posameznike lahko še vedno mislimo, da je tako. Stališče do trditve, ko smo spraševali, raziskave smo delali na osnovnih šolah v obmejnem področju, intervjujanci so bili tako otroci kot njihovi starši, in ena izmed, skratka vprašalnik je imel več kot 30 vprašanj, ampak ena izmed trditev je bila, da znanje jezika manjšine soseda je pomembno za poslovne stike s sosednjo državo. In kot vidite, naprimer, kako so te mehurčki, modri je Slovenija, medtem zeleni so pa v sosednji državi. In če pogledamo, skoraj vsi se popolnoma zelo veliko strinjajo, ter se tudi v glavnem strinjajo. Skratka, že pred mnogimi leti je bilo ugotovljeno, da je jezik sosednje države, ki je lahko v nekih okoljih tudi manjšinski jezik, pomemben za poslovne stike. Zdaj, kakšne so pa razlike v generacije, medgeneracijske razlike? Pokazalo se je, da v Novi Gorici, kjer smo zasledili najslabše rezultate, da se predvsem to izpostavljajo starši, medtem ko v italijanski Gorici, to se pravi na italijanski strani, so nekako enakovredni, v Gornji Radgoni in Bad Radkersburgu so pa to starejša generacija starši, ki so seveda se zavedali, da je to pomembno za sodelovanje, za zaposleni, skratka njihovo je bilo drugačno stališče, kot je marsikateremu otroku. Ne gre? Bo? Aha, okej, upleple. No, in še tudi tukaj, če pogledate, mi smo nanizali cel kup stališč do jezika, pri poslovnih, pri komunikacijah, za zaposlovanje, za ustrezno izobrazovanje, za kulturo sosednjega naroda, za družbeni ugled in za študij in tako naprej. In kot vidite, seveda, če pogledate samo za znanje jezika sosedskega v poslovnih stikih v obmejnem področju, kot vidite, to je bil poseben statistična metoda Friedmanov test, ki je razvrstil po pomembnosti in tam, kjer so večje številke, to se pravi več kot 6, naprimer je to zelo, zelo pomembno. In kot gledate, v vseh teh obmejnih področjih so to izpostavljali kot zelo pomembno, najbolj seveda v Novi Gorici, starejši in pa tudi na Madžarskem v Monoštru, ampak posod so nekako zelo primerljivi podatki. Skratka, družbeni ugled, znak izobrazbe, to ni bilo pomembno, to ni bilo tako pomembno, saj niso, bom rekla, v tem stališčih razvrstili. No, naslednja, nekaj mi je računalnik me ne mara. No, naslednja smo pa seveda tudi primerljivo, zakaj, kajti globalizacija nasili vse, tako kot sem rekel, kot sem že tudi v začetku o vrednosti jezika, angleškega jezika. Angleški jezik je nekako včasih tudi predvladan, preddržavnega nad nekim mednarodnim jezikom, ampak no, v naših raziskovanjih smo spraševali, ali je bolj potreben jezik soseda pri poslovnih stikih, ali sta pomembna oba jezika ali samo angleški. No in kot vidite, nekako so se velik del procenta je govoril jezik soseda, v nekaterih seveda tudi oba jezika, tudi moramo vedeti, da tukaj, ko smo potem gledali, zakaj, naprimer v Gornji Radgoni, zakaj, ker marsikdo tudi ne zna jezika soseda, to se pravi, se potem lahko odloča bolj za angleški jezik. Skratka, jezik soseda in pa angleški sta se nekako enakovredno obravnavala, medtem ko samo angleški je bil v minimalnih obsegih. No in seveda naše raziskovanje je šlo potem naprej v tem ekonomskem vidiku, šlo naprej in sicer smo izvajali raziskavo
v samih, rekla, podjetjih, gospodarskih družbah, ki smo jih razvrstili tako v Sloveniji, kot tudi v obmejnem prostoru. Slovenija, potem na italijanski strani, avstrijski, madžarski, skratka 50 podjetij kriterij je bil in kriterij je bil geografska lega, obmejna področja osrednja Slovenija, lastninska struktura, sedež podjetja, dejavnost podjetja, usmeritev na trg. Opravili pa smo seveda intervjuje z 55 posamezniki, 50 posamezniki, bilo je pa 55 vprašanj. No in tukaj bi izpostavila, da ko smo pošiljali vprašalnike vsem tem podjetjem, da odgovor seveda jasno nismo dobili dobenega odgovora, tako da smo se potem morali poslužiti metodologije snežne kepe in od prijateljev, znancev, skratka pridobivati, priti do direktorjev, to se pravi, hoteli smo vodilne kadre, direktorje oziroma šefe kadrovskih služb velikih podjetij. No, in če pogledamo, katera so bile ta podjetja, to so bile banke, zavarovalnice, trgovina, visoka tehnologija, proizvodnja, uvoz, izvoz in farmacevtska podjetja. No, skratka, to je bil za nas, za inštitut zelo, bom rekla, zanimiva študija, ki ni, rekla, se dotikala tega samo narodnostno mešanih območij, ampak je na nek način hotela ugotoviti vrednost jezika in tudi pogotoviti, kakšna je vrednost tega jezika, ne samo angleškega ali tujega ali jezika trga, ampak tudi manjšinskega jezika. No, in zdaj, ker seveda ni toliko časa, no, lahko rečem, da izbrani splošne ugotovitve, naprimer te raziskave, so, da vodilni direktorji se v vseh obravnavanih podjetjih zavedajo pomembnosti znanja jezikov. Analiza rezultatov je pokazala, da je izbira in raba jezika povezana z različnimi ekonomskimi sprejemljivkami. Znanje jezika je za posameznika prednost, ki mu omogoča zaposlitev, izbira jezika vpliva na podjetje, ko le-ta stopa v tuj novi trg, izbira ustreznega jezika prispeva k poslovnemu uspehu. In, naprimer, direktorji so rekli, zelo enostavno je priti na katerikoli trg z angleškim jezikom, ampak ostati na trgu je pa pomembno znanje tistega jezika, ampak ne samo znanje jezika, tudi znanje jezika, kulture, navad in tako naprej. Skratka, šele na ta način si lahko rekla, uspešen. Znanje angleškega jezika je seveda za vsa vodstvena delovna mesta obvezno, tako kot nekateri pravijo. François Gran je za evropske primere in pa tudi ostal svet povedal, da znanje angleščine je tako, to je del pismenosti. Del pismenosti, skratka obvezno. Zahteva po drugem tujem jeziku pa je odvisna od usmeritve podjetja oziroma trga. Za znanje manjšinskega jezika je pomembno zahtevano v podjetjih, ki se na mešanih območjih in pa obmejnih območjih. Na uspeh podjetja na tujem trgu vpliva znanje jezika in poznavanje kulture in za vstop na trg, kot sem že povedala, ni tako pomembno, pomembno je za obstanek na trgu. In potem seveda nas je zanimalo tudi, kako je jezikovno izobraževanje, kakšen jezik uporabljajo v poslovni komunikaciji, te seveda, da razlike obstoje tako v pisni in ustni komunikaciji, predvsem, da podjetja različno ocenjujejo stopnjo posameznikovega znanja. To je zanimivo. Podjetniki, te številna podjetja, jaz govorim o Krki, Riko, to so bila podjetja, ki so bila slovenska vključena v našo raziskavo, so rekli, da jih papirji ne zanimajo, certifikati o znanju jezika ne. Ko pride nekdo na pogovor, ga začne avtomatično v jeziku spraševati. Potem imajo seveda tudi interno jezikovno izobraževanje, potem imajo, to so take to se pravi jezikovno podjetje različno ocenjujejo znanje, toda znanje jezika ni nikoli dodatno finančno vrednoteno, direktno ne, indirektno pa da, delovno mesto. Znanje jezikov v večini primerov ocenjujejo kot zelo pomembno, bolj pomembno, zanimivo, ko smo naredili lestvico, kot delovne izkušnje. Delovne izkušnje so bile na zadnje. Prvo mesto je bila strokovna izobrazba, drugo je bilo znanje jezikov, izkušnje šele na koncu. Vprašani ocenjujejo, da znanje jezika prispeva kot pravi psihološki mej, lažjemu dostopu do drugega tujega trga ter uspehu na trgu delovne sile ter seveda omogočajo mobilnost, fleksibilnost na trgu delovne sile.
Sveda tukaj v zaključku, zdaj moram zelo hiteti, pomeni, da sprejemanje, prepletanje različnih kultur se odraža tudi v okviru različnih ekonomskih aktivnosti, da ekonomija v najširšem pomenu posredno, neposredno vpliva na različne jezikovne procese. Tako v večkulturni družbi jezikovno planiranje, jezikovnega politika služi kot orodje, ki družbo usmerja v družbenem in ekonomskem pomenu. Izkušnja živeti skupaj v večkulturni, večjezičnem svetu je seveda prinesla nov drugačen scenarij. Ne pomeni samo pravico posameznika, da govori svoj jezik, ampak tudi dolžnost družbe, tudi dolžnost podjetja, da svoj program, poslovni načrt vznese možnost komunikacije v drugem jeziku. In na mestu zaključka bom zdaj prebrala misel, ker ko sem razmišljala, da bom nastopila v Celovcu v tej in tukaj v Mohorjevi, sem se spomnila Koroških kulturnih dni, spomnila sem se profesor Eriha Prunča, ki je, ne vem, če je kdo od vas bil, na kongresu leta 1999 v Železni Kapli omenil tudi ekonomski vidik. Pravi, jezik je namreč kameleon, od okolja, v katerem se ga umestimo, je odvisna njegova oblika, od perspektive, iz katerega gledamo, je odvisna njegova konkretna vrednost. Jezik lahko oblikuje duha, vendar ga duh tudi oblikuje. Jezik lahko udari svoj pečat jezikovni skupnosti in vendar ga skupnost tudi kuje. Lahko oblikuje, evocira, da celo ustvarja resničnost in vendar ga v enaki meri resničnost tudi določa. Jezik je za človeka nič in vendar vse. Je pozitivna dediščina in breme preteklosti, medij komunikacije in ovira obenem. Njegovo ekonomsko vrednost je navznoter mogoče meriti po tem, koliko je ta skupnost pripravljena vanj investirati v obliko jezikovnega izobraževanja, usmerjanja in načrtovanja. Navzven pa lahko njegovo vrednost merimo po tem, kakšno funkcijo in kakšen delež ima v ustvarjanju ekonomske vrednosti. Hvala prevajalcem. Profesor Prunč bi bil najbrž vesel. In hvala vam, da ste me povabili in mi dovolili, da to